Zadnje dejanje 18. arkolonavtske avanture se ni začelo le z kolesarskim obratom, temveč z klicem svobode v srcu Apulije. Iz mesta Noči, ki straži na 400 metrih nadmorske višine, smo se podali na pot proti obzorju, kjer se italijanski škorn neha in se začne neskončna modrina. Naš cilj, Brindisi, mogočna vrata Sredozemlja. Kmalu so nas pozdravili truli, te mistične stožcaste hiše, ki so kot bele straže bedele nad apulijsko zemljo. V Arbelobelu, Unescovem biseru, smo kolesarili skozi pravljico, kjer vsak kamen pripoveduje zgodbo o preživetju in brezčasni lepoti. Tam pa zdaj povedati, iščejo neko ulico, kjer so Slovenci, kjer je to Zakarija, spominki, tudi kakšen Kaleba je. vse je eno. Dol je to, da je Italija reka. Počil sem na roče, da je Vem, kaj iščejo. To je ena toliko široka, ampak z belimi tlakovci je z belim kamnom je tlakovana. Še prej. To je vse, ampak meni se izune severne strani, mislim, da smo prišli. In kaj tam vidiš? Nič, približno isto kot tu. Pazi!
Vzponi in spusti so nas zibali skozi Loco Rotondo in Cisternino, dokler se pred nami ni kot Fata Morgana dvignil Ostuni. Belo mesto na hribu je sijalo v soncu, nas spominjalo na svojo mogočnost, nato pa nas spustilo v ravnino proti vonju po soli.
Zadnji kilometri niso bili le fizični napor, bili so zmagoslavje. Ko se je na tabli izpisalo ime Brindisi, je zrak preplavil adrenalin. 2 tedna potu, smeha in vrtenja pedal se je strnilo v tisti en sam trenutek pred mestnim hotelom, ko so kozarci zažvenketali v čast 18. avanturi. Brindisi, kjer se je nekoč končala slavna Via Appia, je postal tudi naš osebni cilj, kraj, kjer se kolesarska pot spremeni v večni spomin.